Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ne dopustite, da hudič postane za vas kamen spotike, tako da bi se čutili užaljeni v službi, v cerkvi, doma, da bi čutili užaljenost do svojega moža ali žene, ali da bi tako čutili do svojih otrok. Užaljeni in še enkrat užaljeni. Postavite svoj tako, da si boste prizadevali za minljivost, jeza in neodpuščanja. Prejeli boste blagoslov, kamorkoli greste. Danes bomo govorili o posebnem področju, za katerega si moramo vsi prizadevati. In sicer, da si prizadevamo za minljivost jeze in neodpuščanja. Prizadevajte se za minljivost jeze in neodpuščanja. Sprašujem se, koliko jeznih ljudi imamo danes tukaj. Veste, če pridemo v cerkev z nasmeškom na obrazu in izrekamo hvaljen bodi Gospod, hvala ti Jezus in pojmo pesmi, to še ne pomeni, da nismo jezni. Veliko kristjanov se jezi. In Satan nam vsak teden daje mnogo priložnosti, da smo lahko užaljeni. Tako, če danes sedite tukaj in se ne jezite, ter nimate nobenega neodpuščanja, potem še ne pomeni, da to predavanje ni za vas, kajti v času enega tedna boste imeli gotovo tako priložnost. Amen. Prvi citat, ki ga hočemo pogledati, se nanaša na drugo pismo Timoteju 4:14-17. Kovač Aleksander mi je prizadel veliko hudega. Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. Ali vam ni to všeč? On ni rekel, da bo mu sam povrnil. On pravi, da mu naj Gospod poplača za njegova dejanja. Tega se tudi ti varuj, ker zelo nasprotuje našim naukom. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. Predstavljajte si sedaj apostola Pavla, ko je oznanjal evangelij tem ljudem in s tem tvegal, da bi bil ob življenje vsak dan. Znašel se pred sodiščem za pravo stvar, ki jo opravlja, in vsi so ga zapustili. Niti enega ni bilo, ki bi mu pomagal. Kakšna priložnost, da bi se človek jezil, kakšna priložnost, da bi se počutil užaljenega, zagrenjenega, zamrdljivega ali se poskušal maščevati. Vendar resničen človek, mož ali žena, ki zares poskušata slediti Bogu in hoditi v moči, dobro veste, da se ne spustita na to raven. Kajti resnica je, da če bi se na vse jezil, jih ne bi prizadel, ampak bi prizadel samo sebe. Razlog, zakaj nam Bog naroča, naj odpuščamo, je zaradi nas, saj mi nismo svobodni, če se jezimo ali smo polni zagrenjenosti. To tudi ne spremeni druge osebe. Zakaj bi se vi morali počutiti bedno in se jeziti leta in leta, medtem ko je oseba, na katero se jezite, čisto v redu in se sploh ne ozira na vas? Dajte no, mi smo modrejši od tega. Ali lahko vsakdo reče, modrejši sem od tega? Poglejte sedaj to. Še enkrat bom prebrala 16. vrstico. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani, vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo, to imam zelo rada. Zdi se, da se jaz temu bolj čutim, kot pa vi. Gospod, naj se jim to ne šteje v zlo. Jaz bi rekla, Gospod, primi jih. No, mogoče ne sedaj, vendar pred nekaj leti. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. In tako sem bil rešen iz levjega žrela. Veste, Pavel je imel kaj za početi. Bog ga je poklical, da bi nekaj storil. On je imel zelo pomembno poslanstvo. In tudi vi imate poslanstvo v svojem življenju. Jaz imam svoje poslanstvo. Vsakdo izmed nas nima istega poslanstva, vendar pa vsak izmed nas ima poslanstvo. Če nič drugega, moramo rasti v veri. Moramo vztrajati na poti, si prizadevati, dozorevati kot verniki, tako da smo lahko luč v temi. Najvažnejše stvari, ki jih Satan uporablja v ljudeh, da se spotaknejo in ne napravijo nobenega napredka, so užaljenost, zagrenjenost, nezadovoljstvo in neodpuščanje. Ko se vaš duh napolni s tem, ne morete duhovno rasti. Želim, da me danes zares poslušate. Ko se vaša duša in duh napolnita tega, ne morete duhovno rasti.
Še enkrat, ko se vaš duh, duša in napolnita tega, ne morete duhovno rasti. Vi se ob teh stvarih spotikate in ne napravite nobenega napredka. Mnogi so se spotikali ob Jezusu in on sam se je imenoval kamen spotike. Ne mislim, da se je Pavel tako obnašal, kakor je čutil. Pravzaprav mislim, da se je čutil prizadetega. Mislim, da je čutil jezo. Mislim, da se je morda hotel maščevati, vendar je razumel sporočilo, ki vam ga hočem danes podati, da ni pomembno, kako se vi počutite, lahko še vedno prav ravnate. In ko to storimo, potem imamo moč v Bogu, da bomo lahko premagali vsako oviro v svojem življenju in nas bo Bog uporabil na mogočen način. Ni vam potrebno živeti po vaših občutkih, lahko si prizadevate za minljivost jeze in neodpuščanja in še vedno storite, kar je prav. Apostolska dela 7. poglavje, 59. vrstica. Veste, da je Štefan bil čudovit božji človek, bil je služabnik, vendar je imel tako radodarno srce za Boga, da ga je Bog uporabil za zdravljenje. Za čudeže, kakor vsakdo, ki ga je Bog uporabil, so farizeji, religiozni ljudje prišli, da bi jih tožili. Po apostolskih delih je on uporabil veliko časa, da je govoril o veselem oznanilu. Bolj, ko jim je Štefan govoril resnico, bolj so bili jezni nanj. A poznate takšne? Bolj, ko jim govoriš resnico, bolj se jezijo nate. Veste zakaj? Ker resnica boli. Vendar je samo resnica tista, ki vas bo osvobodila. Tako jim je Štefan govoril resnico in bolj, ko jim je govoril resnico, bolj so bili jezni nanj. Tako so se razjezili, da so se odločili, da ga bodo kamnali. Mislim, da je kamnanje precej boleč način smrti. 59. vrstica se glasi: in kamnali so Štefana. Ta pa je molil. On ni rekel: Bog, izvleči me iz tega, kaj ti tako boli. O Bog, zakaj si dopustil, da se je to zgodilo? Ne razumem, poskušal sem storiti, kar je prav. Ampak je rekel: Gospod Jezus, sprejmi mojega duha. Nato je pokleknil in zaklical z močnim glasom: Gospod, ne prištevaj jim tega greha. Ko je to rekel, je zaspal. Predstavljajte si to, da ste kamnani in zadnje besede, ki jih izrečete: Oče, odpusti jim. Ne prištevaj jim tega greha. Nekaj vam povem, da se vedno bolj in bolj zavedam dejstva, da se ne odzivamo na žalitve, kakor bi to počeli po naravni poti. Kajti resnično vam povem, da razlog, zakaj bi morali moliti za ljudi, ki vas ranijo, so do vas neotesani ali so do vas neprijazni. Ker če ste vi Božji otrok, jih postavljate v nevarnost. Bog ne jemlje z lahkoto, ko so njegovi otroci zlorabljeni. Sedaj me dobro poslušajte. Njih boli veliko bolj, kakor pa boli vas. In to je vzrok, zakaj moramo moliti zanje. Bog odpusti jim, ne prišteva jim tega greha. Mi moramo moliti na isti način, kot je molil Jezus na križu. Zjutraj sem ponovno brala križanje. Kako so ga bičali, kako so ga ljudje zasmehovali, se norčevali iz njega, pljuvali nanj in nato so ga križali. In Jezus je iz križa molil: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Lahko vam zagotovim, da mnogi, ki vas prizadenejo, vas sploh niso mislili raniti. Oni ravnajo tako zaradi svoje lastne bolečine. Namesto, da se jezimo na ljudi, bi jih morali bolje razumeti. Mogoče moramo najti, kaj je za njihovim vedenjem, kaj je v ozadju. V pismu Efežanom 6:12 beremo: Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem, te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Sedaj me pogledajte, ko vam govorim, da se vaš boj ne bije proti ljudem. Ampak tam je nevidna, hudobna sila, ki je za njihovimi napadi na vas in deluje po ljudeh. Moj oče me je zelo ranil, vendar resnično mislim, da v njegovem primeru, da je bil obseden z duhom poželenja. In kaj bi mi koristilo, če bi ga celo življenje sovražila? Začela sem tako. Vendar me je Bog peljal ves krog naokrog, preden je oče umrl.
končno sva skrbela zanj, kupila smo mu hišo, avto, skrbela zanj, tako da sva kupovala potrebščine, kosila travo in preteklo je mnogo časa, da je končno sprejel Kristusa in se dal krstiti. Tvojim sovražnikom nič ne pove več, kakor če do njih ravnate po Božje. To ne pomeni, da dopustite ljudem, da hodijo po vas. Včasih ne morete niti biti v razmerju z nekom, ker vas neprestano ranjuje. Vendar vam ni potrebno, da ste zaradi tega jezni nanj. Zanj lahko še vedno molite. Ni vam treba, da ste zagrenjeni zaradi tega. Sami sebi naredite uslugo. Odpustite jim. Dobro, ko smo ranjeni, je prva stvar, ki jo želimo storiti, da zvalimo krivdo na koga drugega. To je povsem normalno. Vi hočete nekoga kriviti, vendar preveliti krivdo samo poveča našo bolečino, ne odpravi je in je ne ozdravi. Če hočemo biti na koga jezni, potem se jezite na hudiča. Ne bodite jezni na ljudi. Vendar potem, ko spoznate, da je za vsem hudim hudič, kako ravnati s tem? Ne morete ga prijeti za čeljust, ne morete ga zadušiti ali zadaviti. Niti, če se jezite nanj, ni pravi odgovor. Povedala vam največjo skrivnost Svetega pisma. Način, da se odkrižate hudiča, je, da delate čim več dobrega in to vsak dan, vsakemu, kamorkoli greste. To ga popolnoma zmeša. A me razumete? Včasih poskušam dopovedati duhovnikom, da če imajo v njihovi sredi nekoga, ki so mu zaupali, ljubili in ga vzgajali v duhovni rasti, sedaj pa se ta odloči in vas začne kritizirati in obsojati. S polovico vernikov začenja novo molitveno skupino. Namesto da bi se jezili nanj, mu kupite ozvočenje. Resno mislim. Jaz bi mu kupila novo ozvočenje. Molila bi zanje in jih blagoslavljala. In v istem trenutku, ko to storite, zlomite sovražnikovo moč. Ne samo to, da onemogočite sovražnikovo moč, ampak odprete vrata za Boga, da vas zares blagoslovi. Kajti, če so vzeli 20 ljudi, vam jih bo Bog naklonil 200. In ne samo to. Stvar je ta, da če se niso pravilno obnašali, tako ali tako ne bodo imeli uspeha. Ni potrebno, da vas je strah pred njimi. Če niso storili, kar je prav, ne bodo uspešni. Oni bodo hodili po cesti in bodo še naprej tako bedni, kot bi bili tedaj, če bi sedeli od zadaj. Amen. Molite za ljudi, ki vas ranijo. Zavedate se, da ko prihajajo nasproti vam, da vas ranijo, da sebe bolj ranijo. Mi storimo podobne stvari. Ko ranjamo druge ljudi in smo do njih neprijazni, prizadene nas veliko bolj, kajti to ni način, kakor Bog hoče, da bi se obnašali. Mislim, da je eno izmed najmočnejših besedil v Svetem pismu iz pisma Rimljanom, 12. poglavje, 21. vrstica. Rada bi ga prebrala. Ne dopustite, da vas zlo preplavi, ampak premagujte hudo z dobrim. Ne dajte se premagati hudemu, temveč premagate hudo z dobrim. Ne vračate žalitev z žalitvijo. Ne vračate hudega s hudim, ampak postanete blagoslov za tiste, ki vas ranijo. Sveto pismo pravi, da morate prejeti blagoslov od Boga. Ko vas ljudje ranijo, ste lahko bedni ali pa si lahko pridobite povračilo od Boga. Lahko rečete, Bog, ne bom zagrenjen, ne bom maščevalen, ampak bom to predal tebi, molil bom zanje in bom pričakoval, da mi boš ti to povrnil. Vendar, ko vas kdo rani, mi ostanemo zagrenjeni, maščevalni. Če jih ne moremo doseči, potem končamo zaradi bede v naši duši, potem se skupaj prenesemo na druge ljudi, ki nimajo sploh nič opraviti s tem. Mnogo let sem poskušala, da bi David plačal za to, kar mi je napravil moj oče. Nisem mogla razumeti svojega početja, vendar sem v bistvu čutila, kakor da moram in mi to tudi pripada. Pridobiš si tisto navado agresivnosti, ki jo je v svetu polno. To mi pripada, pravico imam do tega, to je moja pravica. Veste, da nima noben pravice do ničesar, če ne napravimo pravih stvari. Amen.
Naj vam še enkrat povem, nihče nima pravice do ničesar samo zaradi tega, ker živi na planetu Zemlja, če ne počne tega, kar bi moral početi. Vendar jaz ne govorim, da ne smemo pomagati ljudem, ki resnično potrebujejo in so vredni pomoči. Vendar me preseneča vsa ta drža pravic, ki jih imajo ljudje in kaj vse pričakujejo, ko začenjajo svoje delo, pa čeprav nimajo nobenih izkušenj. Danes ljudje pričakujejo to, kar je za nekoga bila pravica po 30 letih delovnih izkušenj. In to je tako utrujajoče. In ne samo to, tudi za ljudi ni dobro, če dobijo preveč zelo na hitro. Naj vam nekaj povem, jaz in David, ne znam vam niti povedati, kako spoštujeva vse, kar je Bog storil za naju. Čudovito je bilo, da sva imela sobo nabito polno ljudi in to ves teden, vendar veste kaj, zadnjič sem vam povedala, da se spominjam časa, ko je bilo 9 ljudi in od tega sem jih 5 pripeljala sama s sabo. In teh dni ne želim pozabiti. Teh dni ne bom pozabila, ker me spominjajo na zvestobo, ki jo izkazuje Bog. V 5. Mojzesovi knjigi 8. poglavje govori: spominja se vseh let, ko sem te teh 40 let vodil po puščavi, da bi bil ponižen in da bi te preizkusil ter potrdil, ali boš izpolnjeval moje zakone ali ne, da bi te lahko blagoslovil. Mislim, da če nimamo teh let puščave, potem ne vemo, kako ravnati z blagoslovom. Tako ni nobena količina blagoslova dovolj. Hočemo vedno več in več in več. Zato moramo biti previdni, da ne damo ljudem preveč in prehitro. Sveto pismo pravi, ne postavlja novokrščenca na vodilno mesto, da jih ponos ne bo omamil. Jaz sem naredila nekaj neumnih stvari v življenju zaradi ponosa. Kaj pa vi? Poglejmo v pismo Galačanom 6:10. To je bilo za mene besedilo, ki mi je spremenilo življenje. Ko vas kdo rani, lahko posedate okrog in premišljujete, kaj so vam storili in ste vedno bolj in bolj jezni. Lahko pa storite to, kar pravi naslednje besedilo. Dokler torej še otegnemo, delajmo dobro vsem. Ne samo, da smo koristni in donosni za njih, ampak da koristimo tudi za njihovo duhovno dobro in napredek. Rada imam drugi del besedila. Naj bo naš poln. Česa naj bo poln naš Naj bo vaš poln blagoslavljanja, še posebej za te, ki so polni v veri. Sprašujem se, koliko ljudi iz te dvorane zjutraj posvetilo nekaj trenutkov Bogu in so rekli: Bog, pokaži mi nekoga, za kogar bom lahko danes blagoslov. Pokaži mi nekoga, ki mu lahko danes pomagam. Koliko izmed vas je pripravilo svoje srce in svoj preden ste šli ven iz hiše, da ste Božji služabniki in hočete gledati za potrebe ljudi, ki potrebujejo spodbudo? Ali pa imamo vedno samo sebe v svojem in kar je bo kdo storil za nas? Jaz vem in vem. Zato je danes toliko ljudi v družbi nesrečnih, ker so tako sebični, osredotočeni sami nase. Ne morete biti sebični in srečni. Te stvari morate delati namenoma. Če se jezimo na hudiča, kar nam je storil v našem življenju, ga to še ne bo odvrnilo od nas. Vendar, če smo dobri vsakemu, kateremu lahko, je to zanj mučenje. Če želite mučiti hudiča, potem, ko vam je toliko hudega storil, mislim, to, kar je on storil meni v moji mladosti, jaz verjamem, da ga mučim vsakeč, ko odprem svoja usta na takšnih predavanjih. Da, zares ga mučim. Mislim, da hudiču ni všeč, ko vsak dan nahranimo toliko otrok in naredimo druge dobre stvari, ki nam jih je Bog naklonil, da jih lahko upravljamo. Koliko izmed vas razume to, o čemer govorim? Da lahko sedite doma, si obvezujete svoje rane, se smilite sami sebi, ste razočarani in po vsakemu poveste, kaj so vam storili? Vi lahko ponavljate svojo žalostno zgodbo do drugega Kristusovega prihoda. Vendar vas bo to naredilo še bolj bedne. Ne bo prineslo nobenega dobrega sadu. Lahko pa povrnete osebi, ki si to zares zasluži, in to je hudič. Vi pa ste zato, ker ste dobri do vsakogar, do kogar ste lahko dobri. Ali spoznate to? Vidite, da vam v eni uri povem to, za kar sem sama porabila 25 let, da sem se tega naučila.
Upam, da lahko razumete moč tega, kar vam govorim. V apostolskih delih 10:38 pravi: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim duhom in z močjo, hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela. Rada imam to. To je preprostost krščanskega življenja. Ne dopustite, da hudič postane kamen spotike za vas, ali da ste užaljeni na delovnem mestu, v cerkvi, doma, da se čutite užaljene zaradi moža ali žene, da ste vedno užaljeni zaradi otrok. Danes postavite svoj da si boste prizadevali za minljivost jeze in neodpuščanja in da boste blagoslov, kamorkoli greste. Vendar ponovno pridemo nazaj k svojim čustvom. Dobro, Joyce, vendar se ne morem pomagati glede tega, kako se počutim. Poglejmo k Efežanom 4:26 vrstica, povedala vam bom nek primer. Ko ste jezni, ne grešite. Ali vam to ni všeč? Da ne grešite, ko ste jezni. Tako ni jeza tisti greh, ki ga počnete skupaj z napačno stvarjo. Mislim, da so nekateri grehi in nekatere oblike jeze so lahko greh, če ste vzkipljiva osebnost. Mislim pa, če vas je kdo zares ranil in z vami ni lepo ravnal, se boste počutili jezni. Ko ste jezni, ne grešite. Ne dopustite, da bi sonce zašlo nad vašo jezo. Torej, če se zjutraj zgodi, da postanete jezni, imate še ves dan, da to počistite. Vendar, če se to zgodi pol ure pred spanjem, je težko. Veste, ko Bog izreče takšne stvari, ni samo šala. Ne pojdite jezni v posteljo. Ne pojdite jezni spat. Nihče nam ne bo povedal, kakšna vrata smo pustili odprta za sovražnika. Vendar si ne morem pomagati, če se tako počutim. Veste kaj? Mogoče si ne morete pomagati na način, kako se počutite, vendar pa lahko nadzorujete to, kako ravnate in kar izrečete. Spominjam se pred mnogimi leti, ko sem Davidu hotela nekaj dokazati. Vedno je bila priložnost za jezo. Mislim, sedaj se ne morem niti spomniti, kdaj me je David zadnjič razjezil. Nimam niti časa, da bi se še s tem ukvarjala. Če hočete izvedeti resnico, tudi vi nimate več tega časa. Nimate časa, da bi zapravljali še kaj več svojega življenja, da bi to počeli. Koliko izmed vas je zapravilo preveč časa svojega življenja, ko ste bili jezni? Ali vam je to kaj koristilo? Ne. Vam je vsaj pikica koristilo? Ne. In tudi vašega sovražnika ni spremenilo, kaj ne da? No, lahko se spominjam časov, ko sem ležala v postelji z Davidom in sem bila tako jezna, zelo jezna nanj, besna. On je že začel trdno spati, saj veste, David. To me je samo še bolj razjezilo. Jaz pa sem takrat spala na robu žimnice, ker se ga nisem hotela niti dotakniti. Ne dotikaj se me. In če on imel celo odejo, bi lahko jaz celo noč zmrzovala, ker se ga nisem hotela dotakniti ali ga prositi za odejo. Naj vas nekaj vprašam. On je lepo spal, imel sladke sanje, jaz pa sem zmrzovala celo noč. Kdo se počuti bedno v tej situaciji? Tole sem ugotovila. Ko sem se začela učiti te stvari, še posebej glede nadzorovanja čustev, da ne dopustim, da bi me stvari začele voditi. Čeprav se počutim jezno, lahko izberem. Vsakdo naj reče, lahko izberem. Lahko izberem, da se obrnem k njemu in se stisnem k njegovemu hrbtu. O, Bog! Prosim, ne delaj mi tega. Prosim te. Vendar veste, ko sem to zares storila, sem se počutila tako osvobojeno. Odleglo mi je. Veste, osvobojeni boste, ko napravite pravo stvar. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.